Fantasy. Radio Fantasy. Okay, Adele je bila tole Rolling in the Deep, 2 minutki čez 9:30 je in razmerje v studiu se spreminja. Res je, ker nimaš sam ene, ampak imaš kar dve. Zdaj vam stereo, levo in desno. Ja. Tina, Fabijan, dobro jutro. Dobro jutro. Glasek se sliši. Čakaj, da ga malo A boš naštelamo. prišla pikico bliže mikrofonu? Se bom nastavil, ker je rekla, da bo danes bolj nežno, bolj tiho govorila, bom jaz tu nastavil. Danes imam majčken slabši glas, ja. Ne, to je čist ok. Čist cool je. Ker če bi imela tak glas jaz, recimo, bi bilo mogoče tudi za Jankota takšen dan ali 2 ali 3 ali cel teden bolj sprejemljiv. Fajn je, ko pride do te stopnje, da potem se nič ne sliši, da je sam lip-synkanje, ne? Ja. To, ampak ne, ti si dan z drugim namenom tukaj. Malo se bomo pogovarjali, kaj imate pri vas v Medical Group Fabijan. Predvsem bomo izpostavili 2 stvari. Ja, in to sta? Smrčanje. Okay. Kaj počnete pri vas, da rešite to zadevo? Tina je v bistvu edina ženska, ko vam moškim prereže, mislim, da se v bistvu ne vem, kaj naredi, ampak vas utiša po noči. Ne, nič ne prerežem, brez skrbi. Govorili bomo o laserju. Hvala. In sicer je to izredno, ne bom rekla prijetna zadeva, ker vse, kar vam bom danes pač govorila, je bolj, pa ne bom rekla neprijetno, se trudimo, da je prijetno, pa vendar popolnoma neinvazivno, pa vendar majčken boleče za pacienta. Od 1 do 10, koliko? Odvisno, kako si občutljiv. Če govorimo pri ženskah, bom rekla 3. Če govorimo pri moških, pa 10 ali pa 11. Nehite ženske. To Tina. Nehite ženske. Skratka, tisto, kar vam moram povedati, oziroma kar naj vam bi povedala, je to, da se z laserjem danes rešuje zoprno smrčanje. In sicer govorimo o night laseru. Govorimo o tem, da s tako sondo v ustni votlini presvetljuješ, to se zdaj super sliši, ampak vse mečkem peče, ampak ok, ne bodo. Okay. Presvetljuješ predel mehkega neba in uvole, se pravi predela, ki je odgovoren za to, da po noči smrčimo. Da vibrira, ne? In v bistvu delaš na nek način take purpurce, na take majčkene opeklince, ki potem zakrknejo to mehko tkivo na ta način, da ga na nek način skrčijo in to potem je tako ohlapno in zaradi tega potem posledično pacient neha smrčati. Ok, zdaj pa eno vprašanje. Jaz sem recimo smrčala takrat, ko sem se zredila za 10 kg in takrat sem ful smrčala. Se pravi, to pomeni kaj, da se je meni to, da je to postalo bolj ohlapno? Malo se je zdebelilo verjetno, do ene hiperplazije je verjetno prišlo, tako da... In takrat bi si jaz lahko šla to dejansko z laserjem? Lahko, verjetno bi pomagali, ni pa vsaka indikacija primerna za laser, to moram kar poudariti. Se pravi, ene stvari se ne da z laserjem reševati, druge se da. Zdaj v anatomiji, mislim, da nima smisla, da zdaj razlagam, ampak vsakega pacienta prej se seveda pogleda, se preveri, kakšno anatomijo ima in če je temu primeren, da vem, da bo laser lahko pomagal, seveda svetujem laser, vkolikor pa pač ne, pa operativni tako poseg ali operativa ali pač karkoli drugega. A svojega si že utišala? Po tem posegu... Moj na srečo ne smrči. Lahko vidite, nek pakt imate tukaj proti moškim. Recimo, ko se zgodi ta poseg, ta laserski, koliko časa traja, pa kdaj lahko normalno živimo naprej? Traja v bistvu vse skupaj 5 minut. 5 minut? Ja, govorimo res, to je ful hiter, zato ker laser res izredno pač na teh določenih tistih nanometrih, s katerimi deluje, je to tak in v bistvu je res, če je pacient priden, lahko že v 3 minutah konc. Se pravi, presvetliti moram celo to nebo, kakor sem prej omenila in tukaj je zadeva končana in to je res, govorimo v minutah. Je pa potrebno 3-krat priti na poseg. Se pravi, prvi poseg se naredi recimo danes in pacienta pol naročimo čez 3 tedne, kjer se mu ponovi drugi poseg, popolnoma identičen kot pri prvem, tako da potem, ko se že spoznajo, tudi mogoče malo lažje pridejo prvič, jim je malo težko, ker jih je strah. Skratka, in potem čez 3 tedne tretji. In po tretjem posegu se mora pa pač 3 mesece počakati, da se vidi rezultat, kaj in kako, kje kaj in potem se naprej odločimo, kako se trpijo, če je sploh še potrebno. 3x5 15 minut pa je to. Ja.
ogroben. Kaj pa razmerje, moški, ženske? Ja. Tudi ženske sem že slišal. Vse sem ti jaz glih kar priznala, da jaz sem tudi smrčala, ko sem... Ti si v pretekliku govorila, jaz po sedanjih. No, mislim, če vprašaš mojega, ti verjeti. Lahko še kaj to v sedanjosti povem, ampak smo... Ne, je več moških, ampak tudi ženske absolutno niso izključene iz tegale nadležnega smrčanja. Ampak Tina, ti ne veš. Mi ne smrčimo, mi sanjamo, da smo traktori. Ja. No, pa traktori. Okay, mogoče pred koncem tega prvega dela, zdaj za poseg, koliko prej se treba naročiti, priješ kar tja do vas in gremo ena na ena? Ja, načeloma smo ful ažurni. Punce se javljajo na telefone, maile, kakorkoli vsak dan, dnevno, ne vem, po urah, ne vem, kak imajo razporejen sicer, ampak prideš, naročiš se, še isti teden lahko priješ na vrsto in pač... se zadeva uredi. Ok, smrčanje smo zdaj le rešili. Dame en komad, pol pa še malo... v 6 Do 10 ur, mislim, da te bo Tina Fabijan popravila. Tina, kako vreme je zunaj? Jaz ne vem sicer, v katerem svetu živiš uši, ampak od zunaj je sonce, saj kar jaz vidim čez okno, tako da... Kaj sem zabarikadirana tu slušalke v zadnji steno, vse ne vidim več čez okno, žaluzije ste mi zaprli, tako da hvala za pomoč, v glavnem sonce, jaz sam 20 stopinj še nimamo. Medical Group Fabijan in k sreči imamo pomoč, to sončno danes. Evo, Tina, prvi del smo obdelali, ko smo se pogovarjali o odpravi smrčanja. Ja, Fotona Night Lace. Ja. Zdaj pa še tvoje bolj domače področje. Ja, vse implantanti, zalivke, laser, nevidni aparati, beljenje zobne bloge. Ja, sicer se najprej širnemu Celju in okolici predstavim, da sem zobozdravnica, sicer po profesiji, ker to nista povedala sama. Nispa hotla. To moraš ti povedati. Še dobro, da znam govoriti, v glavnem. Danes naj vam bi predstavila še eno tako dost... Kako se bi zdaj to izrazila, glih ne vem, ampak prijetno zadevo pri zobozdravniku. Je. Za noben zobošinter še ni bil, veš, obisk zobošinter. Res prijeten, zdaj pa zakaj, ne? Zato, ker pač damo pacienta v splošno anestezijo in zaspi. A pa to daš pa tudi za domov, ko ti da pripeljem, da tam zritaš? Niti ni treba, ker so tak še 2 dni potem čist taki marot, pomirjeni od vsega, kar dobi pač pri splošni anesteziji v žilo in tako da načeloma ni ne bolečin, čist je tak mehek, krasen, vse je super. Zaužent. Absolutno, samo zaužent. Vse je obratno verjetno ista slika. Obratno verjetno ista slika? Ne, verjetno je več tišine doma, pa... Ja, večkrat mi pacienti rečejo, če lahko to ponovim, ker je bilo tako fajn, ker pa ženska ni 3 dni govorila. Bravo, ali pa obratno, ali pa moški, no si tudi to od žensk slišim, tako da ne bo se kakšne izjeme. Pogovarjamo se o anesteziji, ki je drugačna. A se to dejansko uporablja, ker vsi vemo, da v tvojih črno-belih časih, Janko, so recimo zobe še na živo pul, ne? Pa recimo v najinih časih so to delali z lokalno anestezijo in nekako so se vedno probali izogniti te splošni anesteziji. Ampak zdaj pa praviš, da to je mogoče, kar pomeni, da bom jaz odšla to mojo 20-8 ven s pult. Ne, danes je res šalo na stran, danes je res vse mogoče. In sicer ni zdaj to, bom rekla, vitaminski koktejl, da bi lahko pacienta vsak dan kar uspaval. Zato je to mogoče zelo posebna, malo bolj radikalna zadeva, ker ko se pacienta uspava, moraš enostavno takrat narediti vse v enem. Je pa to res ni, da me reka samo luksus, pa da bi bila to neka modna muha v smislu človek ima denar, pa si vze to privoščil, ampak gre res za to, da so določeni pacienti toliko bogi, da imajo tak refluks, da enostavno ne morejo imeti odprtih ust pri zobozdravniku in jim je res nemogoče temu primerno delati. Poleg refluksa je pa tu prisoten še strah in mislim, da sigurno se ne bom zlagala, če me nekaj, da je več kot 95% pacientov jih je nenormalno strah zobozdravnika in pridejo recimo do vhodnih vrat, tam bi imela pa stol, pa ne gre. Ne, se moram pri vratih pogovarjati. Tako da včasih pacienta niti ne vidim, preden mi ne zaspi, razen pač recimo slike ortopana CT-ja. Tako da moram včasih kar dost,
bom rekla, improvizirati. No? Tako da se res pacientom moraš primarno orang pomeniti, zato da pa ni kakih težav. Namreč, ko spi, ga ne moreš vprašati, ali lahko to naredim, ne? Ali vam še to naredim, ne? Ker pač spi. Ne? Tako da to je res taka zelo specifika v stomatologiji, je pa izredno, bom rekla, prijetna, zato ker pacient dobi že pred posegom eno tako tabletko, ki se čist pomiri. Kje jo dobi? Na stolu ali v čakalnici? Pri nas v pripravljalni sobi. Ne v sobi, ne v čakalnici. Ker se razmišlja tiste par metrov, ko si rekla, da vseeno je distanca. Zato ker enostavno jih je določene tako strah, da ne morajo stopiti v stomatološko sobo, že brez da nekaj prej pojejo oziroma da jih prej pomiriš. Prej se jim kanal že nastavi, se pravi v drugi sobi, ki je prijetnejša s slikami, tako ni pač nič, bom rekla, zdravniška. In enostavno se toliko pomiri pacienta, da lahko potem prikoraka še zmerom sam do stomatološkega stola, kjer se ga pa potem pač da v splošno anestezijo. Zdaj, vi imate tam v Celeja parku, ker skoraj cel spodnji štuk je vaš, ampak na kateri strani zdaj mi najdemo zobozdravstvo? Tam, ko je recepcija. Na obeh. Okay. Dobro, se pravi, kamorkoli boste šli, ne boste zgrešili. Ne, levo ali desno. Sem mislila, da imate to ločeno, estetika. Pač imamo ločene zadeve, se pravi, zdaj ne vem, iz kjer strani bojo pošli, ker je namreč vhod iz obeh, zdaj lahko rečem desno, levo, ampak dajmo reči, za hrbtom od naše recepcije je dermatološki del večinoma, se pravi, tale druga zobozdravnica, ki tudi pri nas dela, pardon, tam so ti manjši posegi, presajevanje las, venerologija, ginekologija, dermatologija, medtem ko na drugi strani smo pa mi dva z možem, kjer pa pač večinoma... Si data rokavičke gor? Ja, ne, rokavičke imajo vsi gor, ampak deloma pa bolj estetiko, se pravi estetsko zobozdravstvo, tudi splošna anestezija je na tej strani, čisto zaradi, bom rekla, tega, ker je prikladno, da ne predstavljamo tega anesteziološkega aparata predaleč. Skratka, na tej strani je pa bolj, bom rekla, lepotna kirurgija, lepotni posegi, botoksi, filerji, bla bla in pač estetsko zobozdravstvo, kjer sem jaz. Zdaj pa nekaj, kar ni v tvoji moči, pa vseeno bliže si. A vidiš v kakšno daljno prihodnost ali pa bližnjo spremembo tistega annoying zvoka, ki ga vedno slišimo v zobnih ordinacijah? A bojo kaj spremenili? Ja. A še vedno tako dela? Ne, to že dela še zmerom, ampak da si gor slušalke in poslušaš glasbo. Vidiš, rešitev. Vidiš, tudi ne bi lahko blizu Bošinterji, ko imamo mi dva slušalke skozi gor, pa dobro muziko. Da si gor Pink Floyd in si na koncertu. Best. Dobro, bravo. Jaz bom prišla kar pod anestezijo, ker mislim, da tudi slušalke ne bi pomagale. Ampak v redu, je pa vseeno Tina tista, ki nam riše, lepe nasmehe na obraz. Hvala ti, Tina. Malenkost, z veseljem še drugič. Utiša boljšo polovico. Cel kup stvari in pomoči dobite pri, ne samo pri Tini, ampak kot smo rekli v Medical Group Fabian, v Celeja parku. Oglasite se pri njih, ste na spletni strani, ste na vseh... Jaz mislim, da smo kar povsod. Kar pa vsod. Tako. Hvala ti, Tina, pa uspešno delo še naprej. Hvala lepa. Čau. Pa Matica, pozdrav. Bom hvala. Radio Fantasy. Radio Fantasy.